pisatelj in režiser Marko Sosič. Prišel je iz Trsta. Preden se začnemo pogovarjati o filmu, bi rekla, rada še enkrat upozorila, da prihaja Marko Sosič iz Trsta in da je Trst eno posebno mesto slovenstva in da se tega v bistvu pravzaprav v vsakdanjem življenju vendar se mi zdi premalo zavedamo. V Trstu živi nekaj ljudi, ki so izjemno pomembni za ta naš prostor, nam nekako dovajajo kisik v naša pljuča, če malo parafraziram Ivana Cankarja, saj veste, Ljubljana je srce Slovenije, Trst pa so njena pljuča. In jaz se bojim, da se tega mi premalo zavedamo. Pa še nekaj bi rada povedala. Uporabila bom en izraz, ki ga ne maram in ki ga mislim tudi naš gost ne mara, namreč zamejski Slovenci. Meni se zdi ta izraz nekako pokroviteljski in pravzaprav utrjuje tisto, česar ne maramo, ne? Utrjuje, namesto da bi povezoval, utrjuje mejo, z mejami pa veste, kako je, nazadnje postane obdeča žica, ne? In preden se pogovarjamo o filmu, tako jaz čutim ta izraz, kako ga pa vi čutite? Vem, da ga ne marate. No ja, pozdravljeni, dober dan, prej bi lahko rekel že dobro jutro. Dolgo je, odkar nisem gledal več filmov zjutraj ob 10. uri. Spomnim časov, ko sem študiral v Zagrebu, sem hodil, če sem zjutraj ob 9. celo v kino lahko že, in tako da so bila kar presenetljiva izkušnja je zjutraj zgodaj, kot zajtrk pogledati si film, ne, tako je. Hvala za to izkušnjo in za to povabilo. Ja, kaj bi rekel s tem zamejstvom, je pač tako, da ga vsi mi pravijo, da je to najlažje reči, ne, da ni nič kaj, kako bi rekel, nobeden nima nekih hujših misli pri tem, ne, čeprav izraz sam pač govori, pač, da si tam za mejo, ne, da si tam zamejec česa, no, vsi posod so neke meje, ne, lahko bi marsikomu rekli, da je zamejec, ampak ta izraz se je ustalil, jaz mu nasprotujem, ampak vidim, da nimam nobene moči. Zato, da bi ga spremenil, ni nevtralen, nek prizvok, čisto fonetski, ima tudi, tako bi rekel, neke zamejenosti in tako dalje. Mislim, nimam ga rad, ampak ne bi delal, seveda ne bom naredil zdaj tu škandala zaradi tega, ne bom nadaljeval svojo borbo proti temu izrazu. Mogoče smo pač Slovenci iz Trsta, iz Italije, Slovenci, ki so iz Prekmurja, Slovenci, ki so na Gorenjskem, če je to nek skupni kulturni prostor, ampak tudi to je pač bilo rečeno milijonkrat pozabljeno, tako da živimo pač dalje v neki refleksiji tega časa, ki je, kot vidimo, ne bomo govorili, kakšen je čas, ne, čas je strašen pravzaprav in te žice zdaj dejansko pravzaprav prihajajo tudi na Primorsko, prihajajo povsod, ne. Veliko vprašanje, strašno veliko vprašanje naše zahodne civilizacije, pravzaprav kam naprej, ne. Mislim, to je vprašanje, ki si ga mora naša zahodna civilizacija postaviti, ne. Ne samo zdaj z žicami, pa ne bom zdaj bil tu filozof, ne, nočem biti nepameten, ampak kljub temu se mi zdi, da je Zahod veliko tega povzročil in da si pač mora imati tudi neke odgovornosti, ampak seveda vidimo, da zmeraj znova te odgovornosti slonijo na orožju, ne pa na nekem temeljitem razmisleku, neke spremembe časa in sveta, ki se je spremenil, ki smo ga sami spremenili, ne. In narodi so se selili od nekdaj in vizavi takega, bi rekel, skoraj da bibličnega preseljevanja narodov, ki smo mu priča in za katerega smo soodgovorni, ne, mislim, da bi morali imeti veliko večje razumevanje do teh ljudi, veliko večjo strpnost, ne. In
in se spomniti, ne, našega samega, naše zgodovine, našega časa, preteklosti, in razmislek manjka, nek razmislek potrebujemo, ne, in ne smemo se pač prepustiti nekemu populizmu tu, ki pelje v čase, ki smo jih že videli in ki smo jih, jaz ne sicer na srečo, ne, ampak ne bi jih rad videl, kaj je to nekdaj bilo in s raznimi fašizmi in tako dalje. Ampak mislim, da smo danes gledali en super film, ne, en super film, poln citatov. Ja, kako je žanrsko pravzaprav ta film, kako ga? Ma kar poln žanrov je, tudi od melodrame do situacijske neke komedije, dosti je Fejdoja, če vzamemo to, dosti je... Veliko, ne? Dama iz Maksima. Dama iz Maksima, pa tako skratka, in citatov iz filma, prefinjen film, nezatežen, zelo prefinjen, ki nam skozi odlično strukturo, scenarij, dramaturgijo, ne, ki je seveda komedija, ne, nam govori kar veliko resnico o nas. Ne. Tako da zelo se mi je zdela zanimiva tudi ta, kaj bi rekel, to vprašanje fikcije in resnice, ne, vprašanje, kje je meja med to fikcijo in resnico v naših življenjih, ne, koliko se nam pravzaprav neke misli, kako se nekje podvajajo pravzaprav življenja, poti, kako se nekje paralelno stopajo in se združujejo in jasno narejenje pa v duhu happy enda, kot smo slišali, ne, v duhu nekega, še vedno nekega v ironičnem ključu seveda, ne, nekega polno perfektna ironija v filmu se mi zdi, ne, polno tega sna, ne, teh sanj, teh ameriškega sna pač o nekem uspehu, o nekem življenju, o veri v naključja, o veri v pravljico pravzaprav, ne. Pa tako bi rekel, zelo ironično, avtoironično in da ni tu strahu, da bi to bil nek neumen film, ne, nasprotno. Kaj pa ta zgradba, ta dialog z novinarko, ne, v katerem ona ves čas pravzaprav reflektira, ne, svoje življenje, ampak zgradba je tako dost preprosta, ne, v tem smislu. Ja, mislim, več je, kako bi rekel, struktura filma je, kako bi rekel, mozaična, ne, mozaik, ki se, tu s to mozaično strukturo, pravzaprav bo tudi režiser prisoten z nami, Martin Turk, ki je v nekih filmih tudi imel neke podobno strukturo. Zanimivo je, meni se je zdelo zanimivo tudi to, kako pravzaprav neki liki govorijo, neke velike resnice, ne, neke resnice o drugih, ne, skozi resnice o drugih govorijo pa znova o sebi, ne. In mislim, to je, ko bi rekel, in komično in groteskno, ampak tudi resnično, ne, kako mi pravzaprav dobivamo neka ogledala, kako se nočemo pogledati v neke resnice, kako nočemo svojo resnico življenja videti, kako nočemo videti, kdo smo, ne, in pravzaprav preko nekih drugih, tretjih življenj in oseb in likov in obrazov skušamo spregovoriti na nek način podzavestno o sebi tudi, ne. Tudi kako obrača recimo scenarij te razne domislice, ki so ena taka rdeča nit, ne, recimo tele veverce pa orehi, kako jih demitizira, ne, to fino domislico, ki jo prvič slišiš in kako jo potem, ko se ponavlja, ne, ko vidiš, da jo nenehno ponavlja in potem, ko
pripelje na koncu, da je to citat iz Ja, ne, mislim, oboževanega seveda. filma, ne, Ljubičevega. Seveda, pravzaprav je to, kaj bi rekel, govorijo, to je en velik omaž filmu kot takemu, ne, mislim kot zgodovini filma, če hočemo, ne, je pa tudi obenem je pa tudi pravzaprav velik omaž laži, ne, v najbolj žlahtnem smislu, ne. Filmski laži, ne. Američani pravijo to v življenju tudi neki white liars, ne. So take laži, ki so bele laži, ki niso nevarne, ki nobenemu ne škodijo, ne. Ampak to je en velik omaž seveda filmu, ne, in filmskemu zgodovini filma, če hočemo, ne. Bi ga zelo rad pogledal še enkrat, tako da bi si osvežil še nekatere detalje, ampak dejansko pač govori, malček je tega tudi, kako bi rekel, in je všeč mi, kako na koncu pove, kako je on, ta režiser, potreboval to, da daje ta denar, ne. Na začetku ne veš, ne, če je to pravzaprav, se to strašno, ne, ta misel, da boš ti nekoga odrešil, ne, s tem denarjem, da boš v bistvu odrešuješ sebe, ne, odrešuješ sebe svojih tako imenovanih grehov, to je seveda neka. S tem že skoraj malo moralizira, ne? Je bil na robu morale, ne, ampak na koncu pa vendarle, na koncu obrne, ne, to, ja, bil je, se neko bože mili, ne, mislim, zdaj ne bomo gledali zdaj Američana, kako je on širokogruden in kako je on pač se zaveda svojih grehov in kako rešuje pred pogubo druge ljudi, ne, mislim, strašno bi to bilo, ampak ni to bilo vprašanje za srečo. Mislim, da je tu presegel. Moram reči, da Petra Bogdanoviča sem poznal nekatere filme, nisem ga videl, mislim, da tudi po ogromnih letih posnel film, ne, po 13 letih. Ja, po 13 letih in baje je pa ta film hotel posnet že v začetku 90 let in sicer, da je bil napisan scenarij kot en omaž Tatum O'Neal, tej njegovi igralki iz Papirnatega mesca, ki je bila takrat še otrok, ne. Ampak on je imel dostikrat se je bil sam producent, ampak je imel dostikrat smolo s temi finančnimi zadevami, tako da se je nekakrat zelo. Tudi v tem filmu je na enem mestu zelo tudi tisto, kar je on veliko pisal, da se film razvija preveč v smer te krutosti, no, da poenostavim, teh prikazovanja umorov in groznih stvari. In nekje je citiran en pogovor z Orsonom Wellesom, ki je rekel, da zaradi tega publika postaja desenzibilizira, ne, in da nekako že mislimo, ko gledamo te umore, da pravzaprav pa to ni vse tako grozno, ne. In v tem filmu tudi na enem mestu pravzaprav to tezo prinese, ne, da življenje je le lepo, je ohraniti treba eno vero v lepoto življenja. No, seveda, tu je, ampak jaz mislim, absolutno, ampak to tudi na nek način z distanco, lepo, ironično pove na nek način, ne, z neko avtoironijo do te resnice, če hočemo, ne, in se izogne nekemu patosu, ne, in nasprotno ga, kako bi rekel, razširi vprašanje, ki ga nosi film o. Zdaj to z nasiljem dejansko je tu lahko ogromnega nasilja v tem filmu, ne, če bi hoteli gledati, koliko je tu nekih potencialnih situacij za nasilje, ne, ki so seveda namenoma niso take in govorimo o nečem drugem, ne. Je pa po mojem zmeri riziko, ne, tako bi rekel, tezo, da je ogromnega nasilja na filmu, seveda je, ne, to, če se počne kot način prodaje, način tega, kar človek ima najrajši, da pozabi vse na drugo, ker je realnost, ki jo vidimo v filmu, tako grozna, da se mi počutimo še kar v redu, ne, to je seveda narobe, ne govoriti o nasilju, ne govoriti
O nasilju je pa tudi verjetno vprašanje. Mislim, da je tudi naša odgovornost, da o nasilju raznih vrst spregovorimo, ne. Je pa in da seveda lahko še zmeraj verjamemo v to in verjamemo in moramo verjeti, in jaz mislim, da danes kot danes utopija kot taka v neko rešitev zelo pomembna in zelo važna in v rešitev, hočem reči, neko novo renesanso človeka, na nek nov začetek. To je seveda vse legitimno. Paralelno se mi zdi pa istočasno moramo govoriti o tem, kaj človek počne, ne. Ja, seveda. A je kakšna misel v tem filmu, s katero bi lahko? Jaz bom takoj malo Markota, da se vidim, da se glede na to, da Marko je tudi zelo uspešen gledališki režiser, se mi zdi z tega vidika, da je ta film zanimiv, pa tle vprašanje, ne, igravci, ne, v bistvu so igravci, pa delo z igravci, da je tempo filmu ne toliko montaža, ne, montaža je zelo zmerna, pa premišljena, ampak ni vsiljiva, ne, in se mi zdi, da tle je tak film, ne, ki ima dosti širših planov, kjer v bistvu nima toliko rezot, nima toliko bližnjih protiplanov in se mi zdi, da tu je delo z igravcem, ne, da Marko lahko bolj, tak film se mi zdi, ki je primeren za se učiti delo z igravci, ne. Ja, nedvomno, ne, mislim, izhajajoč že iz samega konteksta, da je to režiser v filmu, da se vendarle pripravlja neka predstava, ki naj bi jo, in je tudi dosledno z tega vidika pravzaprav tudi posnet film in zdaj igravci znotraj njega, ki so, ne vem, so vodeni, meni se zdi, so vodeni fantastično, ne, v smislu, zdaj, jaz mislim, da je najtežje voditi igralca v tem smislu, v komedijskem smislu, ne, kot je komedijo kot tako postaviti na oder najtežje, ne, ker moraš preko nekih drugih sredstev govoriti o nekih resnicah človeka, ki nam odpirajo pravzaprav neke naše svetove notranje, v katerih najdemo najbolj, kako bi rekel, smešne ravni našega bivanja, našega početja, kjer utegnemo pravzaprav reflektirati z ironijo in z tega vidika voditi igralca in, kako bi rekel, da je stalno, oni so stalno na meji med resničnostjo in igro, tu namenoma med avtentičnostjo in igro, obenem, ker so tudi igralci potencialni ali pa dejanski igralci, ki bodo igrali komedijo. Skratka, tu je pravzaprav troplastna, ne, se mi zdi, neka pot, ki jo je ubral tudi režiser, ne, vsaj troplastna, ne, v igri samih igralcev, ne, ki so na videz absolutno fantastični, ne, in obenem so, kako bi rekel, tudi zavestni, ne, igrajo z neko zavestjo te ironije, ne. Tako z eno rahlo distanco, ne, Tako, ampak ja. nikdar pa ne grejo preko. Nikoli niso groteskni, ne, nikoli niso, zmeraj jim verjameš, obenem pa so na robu nekega samozavedanja pravzaprav. Vsi so avtoironični do sebe, ne, na nek način. Jaz bi rada vprašala, zanima me, recimo, kako je dejansko v življenju s to prepletenostjo osebnega, zasebnega in profesionalnega med igralci, režiserji, producenti, scenaristi in kako vi gledate na to? A je to možno ločiti, ni možno, do kere mere, a je to nekaj, kar prispeva k ustvarjalnosti ali nekaj, kar ovira, ne vem. Ma gledajte, jaz mislim, da je to zelo individualno. Z druge strani pa je poklic, kako bi rekel, s katerim se ukvarjamo, umetnosti, igre, filma, je zelo, kako bi rekel, povezan z čustvi, ne, je povezan z čustvi, povezan z nekimi našimi notranjimi projekcijami, ki jih imamo do nekaterih
do ljudi okrog sebe, potrebujemo, z tega vidika so ljudje, ki se s tem ukvarjajo, kako bi rekel, globinsko in avtentično, ne zato, ker se neformalno. Če se formalno ukvarjaš, lahko spelješ zadevo brez nekega, kako bi rekel, velikega, lahko se ti življenje pravzaprav ne dotakne, tvoje privatno življenje tega, ne, tega, kar delaš in nasprotno, in to, kar delaš, se tudi lahko ne dotakne tvojega življenja. Ampak to ostaneš nekje zunaj, ne. Kakor se malček spustiš noter, dovoliš, odpreš, si odprt in si ranljiv, pravzaprav do vseh aspektov življenja, ne, s katerimi se ti ukvarjaš kot režiser in s katerimi pravzaprav je prepleteno življenje. In to dvoje se včasih preplete in iz tega lahko ratajo fantastične stvari, lahko pa tudi grozne in neužitne, ne, ker tu ni pravila, ne. Mislim, da je ta, kako bi rekel, ranljivost, odprtost do človeka, do sočloveka, človek je tu pomemben, ne, in njegova resnica in njegova avtentičnost, ne. In toliko, kolikor jo je v nekih odnosih, v razpravi, toliko je tudi potem na filmu, čeprav ti moraš to seveda zbrisati, to soprivatnost in preko prave fikcije pravzaprav priti do neke nove resnice, ne, ki je potem film ali je pa predstava, ne. Ampak izkušnja, ne, izkušnja življenja, izkušnja bivanja z ljudmi, s sočlovekom, izkušnja čustev, raznoraznih čustev, raznoraznih misli, se prej ali slej seveda pozna pri avtentičnosti nečesa, ampak ponavljam, lahko pa tudi to pravzaprav onemogoči, da pride v končnem izdelku nekaj vsega tega, kar je bilo v življenju potem na sceno. Lahko je to pravzaprav stranpot, ne. No, sej verjetno je tudi zasedbo Bogdanović to malo v tej stvari, ker Cecil Shepard, ne, ki igra mamo od Iggy, je njegova žena bila oziroma partnerka v 70-ih letih, mislim. In to je tudi scenaristka, ali ne? No, mogoče tudi, tega niti nisem opazila, ampak ona igra... Scenaristka in producentka, ja. ne? No, potem pa še to. Skratka, vse te stvari, ne, pravzaprav vstopijo v film zato, da bi bil film boljši, ne? Ja, mislim... Režiserji vse iz svoje, pa pisatelji, vse iz svoje notranjosti pač dajete. To so ene majhni omaži, seveda, so veliki omaži nekemu posvečenju življenja, neki umetnosti in tisti sopotniki, ki so ob tebi, tisti ljudje, ki so ob tebi, včasih seveda so bistveni, ne, bistveni za tvojo rast, za to, kar si ti v življenju naredil, ne. In to vsakdo na svoj način seveda interpretira, nekdo te ljudi skriva, nekdo jih pokaže, nekdo jim to omaž naredi tako, da jih postavi v film. Skratka, veliko je poti, zelo je kompleksen ta proces pravzaprav nastajanja in bivanja s tem, ne, s tem življenjem in s to fikcijo, ne. V bistvu zmeri na novo je potrebno ustvarjati in to je umetnost velika, ne, zmeri znova ustvarjati neko novo resnico, ne, ki pa prinaša potihem ves tvoj realni svet tudi, ne. Film je magičen, bil je prekrasen. Prosim? Pravim, da o filmu govorim. Film sam kot film, kak sem ga jaz doživela, je res magičen. S tem, ko prikaže vse plasti življenja, toliko različnih karakterjev, toliko različnih zanimanj, če začnemo od Izzy. Izzy je prostitutka, ampak briljira s svojim načinom razmišljanja, kaj za njo je. In nekje v filmu je bilo rečeno, mislim, da reče ta
Jož, Dramatik. dramaturg, on reče, da ko ona pravi, je pač prostitutka in kaj to je, ne? Pa on reče, da je prostitucija nastala takrat, ko se je duhovnost ločila od spolnosti. Ne? Da je to pač bilo zelo, zelo zgodaj. In kako je recimo nekatere stvari skozi življenje, pač ljudje peljejo ali pa tisti, ki nas vodijo, da se miselnost zelo težko spreminja. Ampak, če ohraniš, vsi hrepenimo po sreči in sreča pa naj bi bila na nek način tista lučka, ki človeka vodi. In jo ves čas vodi, ravno to, ne glede na vse. Tudi moraliziranje, ona je v resnici prostitutka, ampak ona je zelo moralna, če gledamo, kako se prostituira en sodnik. Ne? In tukaj se Bogdanović dotakne veliko profesij, psihologinje, ki naj bi bila zdravnica duše, ona je pa tako nasilna, da ne vem, kako zdravite duše, ne? Sodnik, ki naj zagovarja pravico, pa se gre teh igric, kako se praktično skozi življenje, to odlično Bogdanović prikaže, kako se človek na vseh nivojih pravzaprav prostituira. Ja, seveda. Res, jaz sem gledala ta film skozi prizmo tega, pogled na življenje, pogled na srečo, kaj sreča je? Sreča je stanje duha, nekaj, in ona ohranja to stanje sreče. Kljub zelo, bi rekel, nenaklonjenim okoliščinam, dokler ne sreča tega režiserja. Ne. Tako da se mi zdi v tem smislu ta film tako lep in izbran resnično v čas, ki temu ustreza. In hvala vam, da ste izbrali ta film pred Božičem in novoletnimi prazniki. Ja, tako je, padel je na tale čas, no, pa se mi zdi, da res paše v novoletni čas, ne, ker le daje, kljub tej lahkotnosti, daje možnost za en razmislek. Ne. Kako pa je s temi filmi, pravzaprav ta film ima glavno osebo, ne. Pravzaprav glavni lik je neka fatalna ženska, ne. Je, ne? Ja. Ona je fatalka. Smo že damo iz Maksima omenili, film omenja Zajtrk pri Tifaniju, ne. Ja. Spet je to, gre le za eno posebno dramaturgijo, ki ne pelje samo zgodbe, ampak ta lik res postavi v središče. Ja, jaz bi, si pravim, no, jaz bi moral film še enkrat pogledati, jaz sem prvič videl ta film, tako da je kar bi si ga rad ogledal v smislu vsega tega, kar me zdaj sprašujete, ne, mislim v smislu, kar je vsega, kar je ob sami zgodbi, ne, in to nevsiljivo, ne, in vsega, kar je pravzaprav filmska zgodovina dejansko spregovorila skozi to situacijo in skozi tak tip ženske, ne. Mislim, zdi se mi zanimivo, predvsem to bi zdaj danes poudaril, ker drugega ne vem, ta ironija, s katero se on pravzaprav ukvarja z vsem tem, ne zato, ker je komedija kot taka, ampak prefinjena ironija do vseh in autoironija do vseh, ki jo imajo tudi liki sami, ne, do samih, do sebe in pravzaprav do vseh teh modelov, do vseh teh prvobitnih modelov družbe, kot je zdaj prostitutka, kot pravite, kot je odvetnik, in da ne govorim o psihanalitičarki, ne. Tu je, kako bi rekel, ena fantastična kritika na ves ta svet, ki je prežet z pravzaprav neko, ne z terapeutom, ampak z modno zadevo psihanalize, ne, za vso to pravzaprav iskanje rešitev, ne v sebi, ampak skozi drugega, drugi je pa še bolj zapleten od tebe, tako da skratka, tu je ena taka res komična in ironična
ironičen odnos do tega in meni se zdi, da je to je ta največja kvaliteta v prefinjenosti tega scenarija, da to odpira vrsto teh vprašanj o splošni neki morali, ki naj bi jo imel svet do drugih, ne, in ki naj bi, v katerem naj bi bili zaščiteni vsi mi, ki ne grešimo, ne. Dejansko pa nam, tako bi rekel, prefinjeno razgrinja sistem družbe in se super nasmejemo, ne, ob tem, ne. Ker pač vidimo resnico, ne, ker vidimo resnico nas samih, ne. Pa še ta ironija do samega sebe, pravzaprav do režiserja oziroma do scenarista s tem citatom na koncu, ne. Neverjetno, ja, to je super. Še enkrat obrne. Skratka, ja, tudi do sebe, ja. Ne, do sebe tudi. Tudi do sebe v smislu, da dejansko to nemoč pravzaprav, da dejansko sebe nima nič, vse, kar je pobral, ni pobral niti ne iz življenja, ampak je pobral iz fikcije, ne. Ja, se je en stavknut, kaj pa je originalno, ne? Ja, kaj pa je sploh originalnega, ne? Prosim, gospa. Misel, delte, jaz nisem nikogar. To mi je najbolj prevzelo, čeprav film krasen. Res, Aha. Žena, ne? Tako, ja. Jaz nisem nikogar. Ja. Set je rekel, zdaj pa moja, ne? Ona je pa rekla, ne, nisem od nikogar. Kar je videla, je ona ostala sebi zvesta. Ja, seveda. Ja, ona je bila tudi veverca. Ja, ne, to je pa nek ironičen, se mi zdi, zdaj nisem od nikogar, to je tudi neka fraza, kako bi rekel, ki govori ironično do neke pseudoemancipacije, ne, ki naj bi. Ja, sej sploh, sej tudi nekdo reče, ne, režiser reče, jaz sem pravzaprav feministka, ne. Ja. Teh obratov je še pa še. A je še kakšna misel o filmu? Ker tukaj pa imamo mi pisatelja, ne? Pisatelja, ki pravzaprav piše tako, se tako vživlja v svoje like in ta notranji tok zavesti ga tako natančno popisuje, tako te prenese v te osebe, da ko sem jaz brala poleti ta, mislim, zadnji roman, to je kratki roman o ljubezni in snegu, ne, sem rekla, pa zakaj Marko Sosič ne snema filmov? In pridem s počitnic in zvem, da je ravno kar posnel en film in da bo mogoče drugo leto film tukaj. Ja, neverjetno, ja, mislim, to je. Kako se je to zgodilo in zakaj se ni prej zgodilo in kako je pisatelj pa režiser, recimo, ko ste ravno govorili o tem svojem notranjem svetu, izkušnjah predvsem, ki jih pač vsak umetnik predeluje na svoj način, kako to dela pisatelj, kako to dela režiser. Mislim, ker nas imamo tukaj, bomo. Vsakdo ima svojo pot, ne, tako so ti svetovi zelo individualni in tu ni nekih velikih resnic. Moja izkušnja pri pisanju je bila, kako bi rekel, se je zgodila v enem trenutku pred 20 leti, ko sem dejansko moral, vse sem zmeraj kaj tako pisal, kaj malega, kaj za radio, pa tako, ampak nikoli ne, kako bi rekel, globinskega, ne. In se je zgodilo pač trenutek, to ponavljam, to je moja izkušnja, lahko je to, katera, in tu ne prodajam nekih resnic, ne, mislim, je, da sem moral poiskati v sebi pravzaprav resnico, ne. Moral sem pravzaprav poiskati v sebi neko globinsko biti, nek svoj obraz, pravzaprav resničen obraz, ne. Takrat se je začelo pisanje, ne.
takrat se je začelo pisanje. Ja, dobro, na temelju nekih mogoče bolj hudih trenutkov življenja, ne, kar pa ne pomeni, da zdaj moraš biti žalosten in ranjen, zato da začneš pisati, ne. To se mora seveda, kaj pa vem, no, mislim, tak trenutek je bil, da sem moral vse poiskati ta nek resničnejši svoj obraz in tam se je začelo pisanje. Glede pa filma, film je bil, jaz sem to študiral, tudi filmsko režijo v Zagrebu in posnel 2 kratka filma, enega pravzaprav, igran ga kratki film, ampak to sem bil takrat star 23, 24 let. Bili smo polni želja, polni samih sebe tudi, polni neke vire, da poznamo življenje, ne. Jaz osebno sem lahko kasneje ugotovil, da ga nisem takrat dobro poznal in sem se na nek način ustrašil tega medija in tega dela in te pravzaprav neskončne odgovornosti, ne, kot pri knjigi, ne. Mislim, da predvsem vsako delo je odgovorno seveda, ne, ampak pri teh nekih večjih trenutkih, kot so knjige, kot so filmi, kot so slike, kot so stvari, ki predvsem ostanejo, pa tudi če ne ostanejo kot gledališče, ne, ti imaš neko odgovornost do trenutka, v katerem delaš to, kar govoriš in to, kar ustvarjaš, je odgovornost, da ker nekdo ti da neka sredstva in ti moraš s temi sredstvi nekaj narediti, ne. In jaz sem se takrat ustrašil pravzaprav tega, kje sem in sem razumel nekje verjetno instinktivno, da pravzaprav ne razumem tega sveta in tega, ne to, kaj jaz pravzaprav govorim to pri teh 24 letih. Mogoče je to alibi zdaj za to, da nisem delal, ampak tako zelo odkrito govorim tu o teh nekih svojih resnicah, ne, intimnih, da je to in sem se nekje v tem času pisal mogoče marsikdaj za film, ne. In tu še režiserja Martina Turka sem spraševal, če se zdaj piše kako, kaj na novo, scenarij, če je oblika snemalne knjige drugačna od 20 let nazaj, kaj takega, ne. Vse je ostalo isto, ne, le jaz nisem ostal isti, ne. Sem se pač moral prebiti skozi to zgodbo, ampak nisem niti verjel, da se bo kdaj to zgodilo, ker nisem delal na tem, ne. In zgodilo se je pač po takih čudnih okoliščinah, da so se našla neka sredstva minimalna in pravi filmarji pravijo, da se s tem sploh ne da narediti nekaj, ne. In zdaj bomo videli, kaj sem pa naredil, no, enkrat spomladi, enkrat jeseni, ne vem kdaj. A je to kakšna zgodba po romanu, v katerem... To je en motiv, en lik iz enega romana, ki odaleč prihajaš v mojo bližino. En lik takega, bi rekel, netolerantnega starega človeka in odnos z neko žensko, ki mu prihaja pomagati in mu kuhati. Skratka, človek je pač na vozičku, tak lik, ne, lik iz tega romana pač. In sem pač slučajno razvil to, sem razvil v nek dialog, pač za neko mogoče televizijsko igro, kasneje za nek srednjemetražni film. In sem se malo poigraval s tem, no, ampak ne z mislijo, da se bo to kdaj realiziralo, se pa je, no, mislim, tako da sem po svoje zelo vesel te neskončne izkušnje, ne. Mislim, pri teh letih je bilo, kot da se vračam v otroštvo, sem se ustrašil, seveda sem se ustrašil. To je medij, to je zdaj ekipa, ti znova govoriš, znova se soočaš z neko odgovornostjo, ne, težko, mislim. Ampak dobro, mislim, toliko smo že morali zreli, da se bomo pač soočali, ne, s to odgovornostjo. Ok, to je to. To je to. Ja, to veste, ne, Marko Sosič je, mislim, z vsakim svojim romanom je kandidat za Kresnika. Ni ga še dobil, ampak subjektivnost žiri je objektivno dejstvo, a ne. Mislim, tako da je pa bilo precej nagrad v Italiji, ne? Ma dobro, nekaj je bilo, nekaj prevajajo se knjige, sem vesel, da se prevajajo knjige, tako da je to že velika, tudi nominacije so, ampak sem sklenil, da ne bom šel več na Rožnika, tudi če bom slučajno bil v
bom rajši v gostilni spodaj spil en kozarc in tam ne bom se eksponiral več temu stresu. Ja, to je kako bi rekla. Človek reče, ma se me ne zanima. Kaj te ne zanima? Mislim, če si že gor, ne, te zanima, ne? In tista ura je strašna, ne? Moram reči, zame to ni zame. Boljše, da. Ja, ker nominacija je gotovo isto kot nagrada, ne? Mislim, kar se kvalitete enega dela tiče, ampak nagrada je pa le nagrada, ne? Seveda. Ja, Kresnik je pa le. Tudi za kakšno položnico plačati pa. Ja, imamo tukaj bralcev Marka Sosiča. Imamo? Bi kaj povedali, bralci? Ja, prosim. V začetkah ste začeli o tem, ne, o zamejstvu, ne? Ja. Jaz bi samo to rada rekla gospodu pisatelju, da on v svojih knjigah, ki sem jih jaz prebrala, to zamejstvo krepko zanika. Ker smo Slovenci noter, če tako po narodnosti grem, pa Italijani, pa iz Bosne ljudje, pa zaljubljenost v Bosni, tako da prav lepa hvala. Zamejci nam kaj več uporabljala. Hvala lepa, super, jaz sem dosegel eno to. Eno. Dobro, pa kaj bi bolj uporaben, da so zamejci? Slovenci, stržaški Slovenci. Ja, Slovenci tam če znajo ogromno, da se bomo kaj poenotili, ne? Mislim, itak so take razlike med Goričani, Perečani, pa... Torej, mi bomo morali postoriti sami sabo veliko, ne? To se strinjam. Mi moramo, to itak, ne? To nisem še niti se dotaknil tega. Mislim, jaz sploh ne jemljem sebe kot neko odrinjeno vrst človeka, ne? Mislim, kot zamejca. Sploh ne? Mislim, jaz sem zelo autokritičen in mislim, da je tu veliko stvari bilo in je, in še vedno je, čeprav je ljudi dejansko zmeri manj, za postoriti, ne? Za postoriti tudi v smislu idej vodenja te skupnosti. Mislim, da se nekaj stvari so se pomaknile, močno pomaknile na boljše, glede, kar se tiče italijanske stvarnosti lokalne. Torej v zadnjih letih mi nimamo več alibija, da nas nekdo ogroža, nasprotno, nas sprejemajo, odprti so do nas, podpirajo nas in skratka, mi smo zdaj na vrsti, da, kako bi rekel, odgovorimo na to, ne. Zato, mislim, ne glede, mi smo žal pravzaprav mnogokrat zamejci, ne. In to, ja, in mislim, da smo seveda mi tisti prvi, ki moramo marsikaj narediti, ne. Zdaj, tu ne bom razlagal kaj in kako, pa tudi nimam zdaj, seveda, magičnega, ampak predvsem odprti moramo biti do drugega, do vseh, do celotne stvarnosti italijanske, ne, in pravzaprav pokazati pot do nas, zmeri znova, v gledališču smo skušali pred leti z nadnapisi, da so ljudje začeli prihajati v gledališče, Italijani, ne, da so lahko sledili predstavam, kar je za mnoge pomenilo to skrunitev slovenskega hrama, ne, da je lahko prišel nekdo, mislim, to se je zdaj, hvala Bogu, preseženo, ne, ampak so se intelektualci, kako bi rekel, liberalnih usmeritev borili proti temu, da se to ne bi zgodilo, ne. In skratka, to je preseženo, ampak ni pa preseženo dejstvo, da je, kako bi rekel, treba biti hrabri, ne, treba biti delati na sebi, na izobrazbi, na kulturi, kako bi rekel, na kvaliteti, ne, na kvaliteti. Marsikaj, no, skratka, in predvsem ne se zadovoljevati z dobrimi vini, ki jih imamo na Krasu, ne, in z dobrimi gostilnami, ker včasih izgleda, da je to tudi dovolj, ne. Skratka, zdaj avtokritično sem tudi povedal, no, malček, ne, lahko bi še naprej, ampak nima smisla, da to govorim. No, torej niso samo drugi, ki nas gledajo tako, sami sebe gledamo včasih tako in to je vprašanje večje od drugega. No, pa tudi Ljubljana pravzaprav bi morala kaj razmisliti malo bolj. Mesto Ljubljana potrebuje
potrebuje svoje podeželje, ne, zato da je lahko prestolnica. Ne. Mislim, jaz moram reči, da je Ljubljana postala super mesto, mislim, da smo res lahko vsi ponosni od Trsta do posod, da je Ljubljana taka, kot je. Odnos, kaj se potem znotraj, grozno je, da ljudje ne vejo, da eksistirajo Slovenci v Trstu, ne. Mislim, to je na razdalji 80 kilometrov, tega ne more biti več, ne. Mislim, šola mora narediti marsikaj pri nas, ampak verjetno tudi tu, na izobrazbi, na neki ozaveščenosti tega, kje smo. Mislim, si ne more biti, jaz ne morem tega verjeti, da ljudje ne vejo, da so v Trstu neke gimnazije, da so šole, da je gledališče, da je glasbena šola. Se mi zdi tako, mislim. Se mi zdi bedno. No. Ampak to je stvar, to ni stvar, ne vem, če je stvar države, država pač je, države so države. No. Na samih, ne. Ja. Vsakega posameznika stvar je to tudi. Ja. Jaz vedno Trst vidim, Slovence v Italiji vidim kot en, kako bi rekla, en branik in eno projekcijo, kaj se nam bo zgodilo, ne, če ne bomo pazili. Sej mi smo ravno tako izpostavljeni, samo v večjem smislu, kot v Trstu Slovenci. Sej Slovenija je pač tako majhna in je tako obkrožena z močnimi, ki so tudi bolj daleč, ampak so močni, ne, tako da je to samo ena v večjih razmerah prikazano v Trstu, kot pač. Ma ja, v glavnem, mislim, je treba paziti na to samozadostnost, ne, to, kar ste rekli. To je problem, ne, se mi zdi, ne, tako da si stalno, kot vsakem človeku, nam nisem zdaj na Ljubljano, na Slovence, ne, mislim, ta samozadostnost, pravzaprav človeka, zahodnega človeka, ne, se mi zdi, jaz to zdaj ponavljam in mogoče zaključimo potem, ne vem, da je ta model neke naše kulture, ne, da je to edinstven in da je to edini in da je to zveličavan, ne. Mislim, da se ne zmoremo postaviti pod vprašaj, ne, naših nekih, kako bi rekel, ne pod vprašaj, ampak odpreti se in malo zrelativizirati naš pogled edini, kot edini zveličaven na svet in predvsem na druge kulture, zahodno govorim, ne govorim zdaj za Slovenijo, ne, splošno, ne. In prodajamo pravzaprav in moramo našo to demokracijo, ne, ki je izgubila mnogokrat in izgublja dnevno, ne, na smislu, ki jo nosi ta beseda, ne. Velikokrat in je velikokrat uzurpirana kot beseda. Demokracija za marsikatere pravzaprav malverzacije, ne, v svetu, do človeka, do manipulacije s človekom in tako dalje, v imenu demokracije. Ne. Kaj šele, da gremo uničevati in bombardirati kar naprej neke ljudi, neke države, neke stvari v imenu tega, ker ne vem kaj. Ne. In potem si slišimo, da Blair je ugotovil, da bombardiranje Iraka, da ni bilo potrebno in oziroma intervencije. Mislim, meni se zdi to strahota, ne, mislim, se mi zdi. Strašno. Tako da, nismo sami, ne, mislim, zdaj ne vem, kdo mi je pravil, da je bil, ja, na nekem festivalu v Južni Ameriki poezije, ne, kjer jo poslušajo, se ne spomnim zdaj kraja, kjer je to, ampak štadion pride ljudi poslušati poezijo, ne. Dejansko 30,000 ljudi posluša poezijo, ne. In da so bili, pravzaprav, da je bilo kar malo Evropejcev, je rekel, ne. Je bil 1, 2, 3, ne, na 100, ne, recimo. Svet je tudi drugo razen te Evrope, ne. Svet je ogromen, mislim, ne. O teh stvarih se pa nas sploh ne govori, ne, da so take stvari dogajajo. Ja. Je to en festival poseben, edinstven, seveda, na svetu, ne. Ja, svet je res še veliko drugega kot tole majhno, kjer mi živimo in odpirati se, ne, in razmišljati o drugih in ne biti evropocentričen tako do te mere, ne. Seveda, ne, mislim, nimamo kaj zdaj, to so novi časi, se moramo soočati z drugimi,
z drugimi, ne pa zapirati poti drugim, da grejo mimo nas, ne, kot da bi nas kontaminirali. Ne. Mislim, to, ne. A je še kakšno vprašanje za pisatelja? Ali pa kakšna misel, bi kdo povedal? Sem vam hvaležna za eno junakinjo, ste vi dobro detektiral, kadar počutam tako ponovljenost sveta, se postavim v njeno pozo in se... Aha, hvala lepa. Ja. Balerina. Ja. Tako je. Ja. Hvala lepa. Ja, s tem se bom jaz tudi zahvalila našemu gostu. Hvala vam. Ker smo v tem času, vam želim predvsem dober štart v prihodnje leto s filmom. Bomo še... A filmu? A še zmeri mislim, da je naslov začasen, ampak me prepričujejo, da že mora biti ta. Ne vem, bomo videli. Komedija Sous. A, lepo. Ja, tako fajn zveni, pol bomo že videli, kaj. Bomo videli. Želim dobro delo, ne? Zdaj Hvala verjetno vam. se zaključuje. Ja, želim vam lepe praznike, mirne, take, kot morajo biti, v bližini tistih, ki jih imate radi. Hvala, srečno.